Ciril Globočnik, ponovno se podajate v nov mandat za vodenje radovljiške občine in seveda kot samostojni kandidat in pa s podporo vaše liste. Ja, res je. Jaz sem se odločil po 8 letih, da imam še veliko izzivov. Sploh sem se pa odločil, da kandidiram ponovno, da zaključimo pričete projekte in pa predvsem vidim, da je občina Radovljica res zdaj stabilna in da napreduje v vseh pogledih in sem zelo vesel, da sem bil lahko v zadnjih 8 letih pri tem razvoju zraven. Uvedli bi tudi neke nove novitete, kakšne? Ja, predvsem je zelo pomembno, da bi vključili v participativni program, torej da bomo upoštevali tudi želje posameznikov in pa potem ovrednotili predvsem preko krajevnih skupnosti te programe in bo to sestavni del tudi občinskega proračuna. Tako da to je sigurno ena noviteta, zelo malo občin to ima v Sloveniji, seveda bomo pa poskrbeli tudi za najbolj ranljive skupine in poskušali oblikovati eno fundacijo, predvsem za financiranje teh otrok, ki nimajo, bom rekel, dovolj denarja oziroma starši, da bi lahko otroke vključili v posamezne programe športa, kulture in drugih dejavnosti. Se mi zdi, da je zelo pomembno, ker jih ne bi radi izgubili niti po kvaliteti, niti po tem, da bi bili nekako zapostavljeni. Seveda mi je pa kot tretje zelo pomembno, da zaključimo te energetske sanacije občinskih objektov. Smo bili zelo uspešni na področju vrtcev. Seveda imamo pa še za zaključiti Lipniško osnovno šolo, ki je velik zalogaj in tudi to zagotavljam, da bomo v tem obdobju absolutno sanirali. Drugi izzivi so pa seveda še bolj nazaj k naravi in gre za izobraževanje, za ozaveščanje otrok, torej kaj se lokalno lahko da pridelati in pa seveda sem pa zelo pomembno področje pa infrastruktura, torej tudi same ceste, ki smo jih mogoče v tem zadnjem obdobju pustili malce ob strani, ker smo smatrali, da ustvarimo pogoje čim boljše za otroke in pa za vse, ki živijo v občini Radovljica. Pred vami je še zbiranje podpisov pred upravno enoto za vas kot kandidata za župana občine Radovljica in tudi za člane občinskega sveta. Ja, res je. Jaz kot samostojni kandidat tudi že iz preteklih 2 mandatov bom tudi tokrat pobiral podpise pred upravno enoto in to bo v ponedeljek, torek in sredo. Ponedeljek in torek od 12. do 15. ure, v sredo je pa cel delovni dan pa od 12. do 17. ure. In res vabim, se veselim vseh, tako kot v preteklosti, da pridejo, nam dajo tako meni kot pa listi podporo in pa da me tudi kaj povprašajo, ker mogoče koga nisem videl, ker je bilo takrat podpisov izredno veliko in se veselim tega druženja na sami stojnici ponedeljek, torek in sredo.